Zdaj, kakor sem jaz zvedel, je marsikomu, verjetno tudi nama dvema, gledanje podcastov precej dolgočasno. In to je tisti del, kjer se lahko človek največ nauči. Gledaš podcast, poslušaš, lahko delaš nekaj zraven, sploh če imaš ti podcaste na Spotify ali pa kjer druge, ker mi sicer imamo ene dele, nimamo vse gor, mogoče bo dala zdaj spet, če bo interes. Ampak tako, človek misli, da se bo ljudje vseeno gledali te stvari, se kaj naučili iz tega, ampak se to očitno ne zgodi. Veliko bolj so gledani tisti posnetki, recimo se smo videli 5000 gledal na posnetku, kjer se ne moraš nič naučiti, samo gledaš mene, kako trpiš. Ampak so zanimivi in bova še več takih posnetkov. Tisto bova delali, ampak zdaj moje vprašanje je, kako zboljšati podcast? Kako zboljšati podcast, pa kako narediti tak podcast, da bo ljudje nekaj odnesli od tega, pa da bo tudi to gledali. Zdaj nekateri od vas boste šli pač takoj dol z tega videa, ker vam ne bo zanimiv in boste ugotovili, se ta dva, tudi če ima tako pametnega zapovedati, to meni preveč dolgočasno, mogoče slika slaba, danes ni slaba, hvala Anže, ker nam je posodil kamero, tako da danes bo verjetno najboljša slika od vseh podcastov do zdaj in še to mogoče vseh skupaj predvsem boljša. Ampak, veste, kako naj midva zdaj vas prepričava, da je to, kar midva delava, dejansko koristno tudi za vas. Če še jaz tega včasih ne. Če še sama tega včasih ne upošteva. To je prva stvar. Zdaj, midva te stvari sva vedno bolj začela upoštevati, pa se trudila, da jih sama tudi upoštevamo. Zdaj pa te stvari so v večini primerov dejansko koristne, ker potem se pridejo poškodbe, pridejo težave, pridejo bolezni. Bolezni. Recimo, danes sva snemala še naslednji izziv, ki bo prišel malo kasneje. Ki so ga v bistvu zelo pametno posnela, brez kakršnih koli težav, pa tudi pametno odločitev na vrhu krvavca sprejela, ker sva šla to delati. Lahko že to lahko poveš, to lahko, drugo pa ne. Ste pa še videli. In sva na vrhu videla črne oblake in malo tako zabodežval in sva se hitro pametno odločila, da ne bom šel pelat spusta in to je bilo v končni fazi zelo pametno, ker je začela toča, ne samo drž, ampak toča. No, in zdaj iz vseh teh stvari se lahko nekaj naučiš in midva te stvari vse rada poveva, rada sporočiva. In danes je nekako video namenjen temu, da se poskušamo zmeniti, a so te videi dejansko koristni za vas, ker jaz mislim, da so. In velike informacije pravilnih, velikih morate tudi sicer sami preveriti. Sam si ne moreš ti pričakovati od človeka, da bo vse pravilno povedal. Vsaka stvar lahko preveriš, lahko sam si testiraš, to se največ naučiš iz tega. Če se vam kaj zdi čudnega ali pa ne dosti natančno povedanega, vsekakor. Pol je najbolj, da to preveriš. Saj jaz pred podcastom se pripravlja in pač veva, o čem govoriva. Tako da, to so tako zelo zanimive zadeve, ker v bistvu v končni fazi so napake, ki jih delamo pač vedno z nami skozi celo življenje in poskušamo druge opozoriti na njih, tiste ta najbolj hude, da se jim to ne zgodi. Pa sami jih nositi pol naprej v podzavesti. Tak pač moraš biti ves čas pozoren na te stvari. No, vsekakor mislim, da bo to danes ena taka tema, ki bo spremljala cel pogovor, to današnji dan, da v bistvu te stvari so zelo pomembne, tudi če na en watch time in take stvari ne kažejo tega nekako. Ker te stvari so v bistvu, če si premislite ali pa ne, večina verjetno, veste, da tega ne gledate zelo radi ali pa ali pa ne, kakorkoli. Pole postane po določenih epizodah že precej dolgočasno, da, kaj sem že hotel povedati? To so vsekakor zelo videne. Pa recimo, če smo že pri teh napakah, mi dva, ker že rečeno, so jih veliko naredila, ampak recimo ti, ker v bistvu sem jaz govoril o teh stvareh, me zanima recimo ti, ki si kolesaril 2 leti nazaj, kaj si v bistvu ti tako, kaj se ti zdi, da je bila največja napaka, kaj si se naučil in kaj bi ful spremenil, če bi še enkrat šel z mano na kolo. Ker recimo, se jaz opažam, da sem se tudi ful spremenil in nisem več tak, da bom kar gonil vse naokoli. Sicer, če koga srečaš na cesti,
pač pa ga vidiš, da se greš tam malo pomeriti. Ja, to že, ja, tist pač greš, ne, kaj. Greš. Sicer sem jaz tak, da rad dam za veter, pričakujem, to je res, ja. pomagam. Ampak kaj je recimo tebi? Prva stvar, ki bo šla naslednjič spet skupaj na kolo, ko bom jaz naredil, je, da ne bom upošteval tvojega tempa. Če boš šel ti prehiter, te mi jaz spustil, boš ti opazil, da me ni več, boš šel počasneje. Zaradi tega, ker ne morem se ti skozi dret, ker pol ti vedno začneš stopnjevati tempo, a ne? In to mene pol pobere in jaz zelo hitro ne morem več. Ker jaz sem, ker sem šel s teto kolesart, ker sem zelo vesel, da sem šel, hvala tudi za vse nasvete, ne, ker so jih od nje dobila, pa tudi bom zelo vesel, če se bo še kdaj dobila, da poskrbiva, da bo ta podcast malo boljši, ne. Z njo sem šel peljati, sem naredil 60 km pa 350 višincev in sem se na koncu počutil tako kot približen, tako kot sem se začel. In to je bil zame tak zelo lep pogled v to, kaj je kolesarjenje tudi lahko, ne. Ja, kolesarjenje naredi težko kolesar, ne pa sama proga. Mislim, vse proge so same po sebi lahko tudi težke. Sam je zelo odvisen, ti lahko 60 km ravnine si narediš peklenske, lahko si narediš pa zabavne, pa neki zlet. Zdaj pa čisto odvisen, ker recimo jaz sem šel danes na Krvavec, pa ne bom povedal, kaj je, boste videli v izzivu, ampak lahko si ga narediš zelo zakompliciranega in trpiš ves čas, ali pa greš počasi in Krvavec je sam po sebi, se mi zdi, da ker tak težek klanc, izziv, ampak se ga da, ne, če se ga pa lotiš, kot sem se ga jaz danes, boš pa trpel in to je zelo težko. No, ampak veš, to, da jaz ravnino peljem 24 na uro, to je šele tisto kolesarjenje, ki je v bistvu meni všeč, ne. Zdaj, to, da se teraš z veseljem, ne, ampak to, da se jaz teram, imam najrajši, da grem zelo na kratke razdalje, pa da se tam teram. Ampak zdaj imam pač probleme in ne morem se terati zaradi raznih stvari, zaradi raznih napak ali ne napak. Zato, veš, tisto, da sem še 24 z njo, pa ona gre zelo rada zelo hitro voz, ampak en dan prej naredila 140 km, je imela pauzo za naslednji dan in je rekla, sej to bo pa zmeren tempo, recovery ride in gre lahko tudi Simon zraven, pa ne bo zanj problem, ker sem bil pač takrat 2 tedna bolan in če bi šel prehiter, bi obremenjeval srce, ne. Tako da to je ona se zelo dobro naredila. Bolan nikoli. Sej nisem bil več bolen, nisem bil pa še čisto redo. To hoče reči, da pa en dan gor dol, pa zgubiš en dan, če ne treniraš resno, je pa to sploh čist brez veze se lahko pogovarjati. Narediš kaj drugega, se v glavi malo pripraviš naprej, narediš kakšen načrt med tem, ko si bolan, ne pa ga terati, ker v bistvu jaz sem bil zadnje čase zelo bolan, recimo. To potrdi pač recimo začetek šolskega leta, pa tja nekam do februarja. Sem bil ves čas bolan, pač grlo me je bolelo skozi. In sem imel probleme povsod, kolesarstvu, šoli, karkoli. In pa se ti to začne nabirati. Ampak recimo zdaj sem pa, mogoče je to tudi en problem, ker zdaj ti kolesari, ki smo mi, ki smo malo boljši, ti si definitivno med njimi. Smo zelo suhi sploh te zapance. In jaz sem imel recimo, ker sem šel delati, ta video je tudi prišel še gore, vse klance Baške grape. Sem imel 63 do 64 kg, ker je zelo malo za 183 cm visokega človeka. In jaz mislim, da je to bil tudi razlog, da je tvoje telo bolj šibko, da nima iz kje vzeti več energije in ker ti zboliš, se tudi pozdraviti ne moraš hiter, ker tvoje telo vse dela samo zato, da se pač obnovi mišice, če si delal intervale, da obnovi zaloge glikogena, karkoli. In ti pol zbijaš si tako imunost, ker telo dela na tem, da obnovi tvoje telo po naporih in pol v bistvu pride ena virozica, ki sicer ne bi dobil, pa te za 5 dni da v posla. Pač moraš, in recimo zdaj imam 68 kg, pa še vedno... 68. In se recimo jaz sem bolj se počutiš, ne? Se boljš počutim, nisem bil bolan že, to ni noben uspeh spet, ampak glede na tisto prej, pač nisem bil bolan že več kot mesec pa pol. Na začetku, meni se tam aprila sem bil nazadnje. In pač se veliko boljš počutim, sploh super, tako kot osebo veliko boljš.
In tudi v klancu resnic ne se bat par kil več, pa sej noben od vas verjetno ni nek profesionalc, ki to gleda. Lepo, mislim, če pa je kdo, če pa je kdo profesionalc, pa To klepši. Pa mogoče naju sploh ni treba preveč poslušati. Profesionalc že sam ve, mogoče več kot mi. Sam pač, mislim. Se zgodi, Vse je siguren. Ne pa vseh starih, sigurno. Pa fajn je vedeti še kaj novega mogoče. In zdaj, jaz v bistvu ne grem prav kaj počasnej v klanc, sem opazil. Tudi če imam pač skoraj 5 kil več, niti ne. 4,5 kil več. Ne, če dobiš v mišicah, če ti skozi delaš neki, mislim, da če imaš par kil več, teh par sekund, če jih izgubiš ali pa tudi ne, se nič ne pozna, tako da to je zelo pomemben, ker ni vse, ker zdaj, ker vidim kolesarje, so tako, v bistvu smatra se njih kot neke robote, ki bodo brez čustv, ti pač peleš in peleš, dokler nisi kot bidon. To pač bidon si, tisti tebe bodo, ne, pač res. Sem gledal podcast z Janijem Brajkovičem, ten bivši kolesar, ki še precej bolj spozna na te zadeve. In je pač to povedal, da ti si v bistvu kot bidon, tebe bodo ponucali v ekipi, pa tega bo verjetno stran, da tebe ne bo več. In ti moraš nekaj dati. In pač tako je. Zdaj, nažalost je tako, da se tebe v večini primerov, pač ti si za njih neka oseba, ki jim mora prenesti to pa to in pol, ker tega ni več, je konc. In se mi zdi, da je to problem, ker vsak človek je pač človek in ima neka čustva, neke druge zunanje težave ali pa življenje, no? In se mora tudi to upoštevati. In zdaj, če si pa rekreativc, pa če tle pretiravaš, to pa sploh čist nesmiselno, da bi tako stvari delal. Ja. No pa na primer, kaj bi jaz naprej še naredil? Je siguren, bi vedno vzel liter pa pol vode sabo, minimalno, ker imam litrski bidon, pa potem še pol-litrski bidon gre zadnji. Siguren bi vedno vzel, tudi če je čist kratka tura, nekaj za jesti, neke ploščice verjetno. Ampak sej, ki se jaz spomnim, ki sva šla na Giro gledat, je on imel več kot preveč vsega. Druga skrajnost. Sicer boljš imeti več, ampak preveč je pa preveč. Pa tudi oblečen je bil preveč, vsaj na začetku. Skratka, sej jaz, ki sem šel z njim, sem po moje samo enkrat tako videl, da res nisva naredila nobene napake in to je bilo, da je bilo lepo vreme, da sem imela dosti za jesti, dosti za piti. In da se recimo meni to najbolj pokaže, da nisi naredil nobene napake, da naslednji dan pač lahko še vedno greš na kolo. Recimo, da sva šla tisti dan 90 km pa 2000 višincev, skoraj. To je bilo 3 dni, vse skupaj. Prvi dan sva šla 50. Prvi dan sva šla tam okoli 50, on sam večino časa. Potem naslednji dan 90 km pa skoraj 2000 višincev. Potem pa naslednji dan pa spet 60 km skoraj, samo v drugo smer, tiste prve etape. In sva imela povprečno skoraj 30, se spomnim, in on z ruzakom pač takim oranj velikim. To je bil oranj ruzak, to je bil ruzak, To je tak jaz, skoraj, ne pač brez evanci, tu gor. Če bi imel ti gostoto vode, bi bil ta ruzak enak velik kot ti. 65 litrov ima pač ruzak. Ni bil čisto filan, ampak je pač težko in so se mu dobre noge vrtele in jaz, ko vidim nekoga ali pa sebe, da en dan po neki taki turi še vedno lahko gre nekaj solidnega odpeljati, mislim, da v bistvu neke hude napake prej ni naredil in takrat je bilo res vse super, to je bilo med počitnicami. Ker zdaj med šolo je pa pol tako, se ti nekaj mudi, pa hitro narediš kakšno tako napako. Ampak, poskušaš jih ne narediti, samo. Tisti ruzak je bil sicer tudi napaka, ne bi rabo tistega ruzaka s sabo imeti,
Se nazaj, Ja. nazaj sta ga pelali tvoja mama pa sestra, ne? Čeprav vem, ali je šla ona pa sebi. No, Ne. skratka, mislim, da nazaj grede, a sem imel ruze gor? Pa Ja, meni se zdi, da ne, da smo No. pa pol mi od tukaj ja, pelali. ja. Ja. No, zato je bilo tudi toliko lažje pevati po zadnjih 50 km, ker nekako s takim ogromnim ruzekom, kaj ne. Ja. Ne boš mogel to hitro pelati. Tisto je bilo na... No, tisti 90 km pa 2000 višincev nismo snimali. Tisto so imela, ja. Ja, nisva naredila napake. To je bilo tako, po moje, ena edina tura, ki sem jo šel z njim, pa ni bilo nekih komplikacij prav velikih. Zelo možno, ja. Ja, dobro, kakšna ravnina tukaj sva naredila, ampak ja, sej, Ja. ko odraščaš, je pol to lažje, na začetku je pa hočeš malo pretiravati mogoče. Predvsem s prakso, po moje, pride ta del noter, ne, kam imaš ti, narediš nekaj, od nekoga nekaj slišiš, sam narediš. Meni se vedno zdi, da če ne narediš neke napake, sam jo verjetno ne boš znal tako dobro popraviti, kot nekdo, ki jo je naredil. Ne. Zdaj, jaz povem, kaj jaz bi naredil, kaj ne bi naredil. Je to, bi najbolj vi zapomnili, če bi šli zdaj to narediti, pa narediti isto napako, pa lahko splanirano napako, ampak boste vedeli, zakaj je to, kar jaz pravim, pa kar Jaka pravi, Ja, je na ta sicer način, kar... jaz ne bi planiral. Ne, ja, jaz tudi ne. Ampak tako, veš, meni se zdi, da bi se takrat človek največ naučil, ne? Ker se moraš naučiti, ker veš, da če ne boš se tega naučil, bo nekaj šlo hudo Veš, narobe. česa se jaz še nisem naučil. Tako organ malo tako. Kolo, kaj je kakšna napaka, ki... Da vzameš dosti vode s sabo? Ne. No, dobro, ne, mislim, da se zdaj je boljše, zdaj je tisto je tako posebnost. Telefon? Ne, to... A je kakšen predmet ali kaj? Ja, v bistvu je tako, da nikoli nisem bil nekje, pa mi je spuščala guma. A ja, In to se mi še ni zgodilo. In nikoli noben me ni prišel nekam iskat s kolesom, razen enkrat pa ja, enkrat z enim prijateljem sva šla eno par klancev, tam mi je spuščala guma ja. in je bilo precej neroden, ampak tako, ko se pa spomnim nazadnje, da mi je pa kdo prišel takole iskat, je pa bilo, ko sem šel na Lubnik, mi je na kolesu, na specialki balanca se odtrgala od... Čakaj, sem bil jaz tu zraven? Ne, nisi bil, ne, kje? Ne, ok. Sigurno ne. Sam sem šel in sem cel klanc balanco gor držal, ne. Vem pa, da si se ti to zgodilo. Ja, gor sem jo držal, da mi ni dol padlo. Pa sem pa jaz pametni, ne, na vrhu mislil, kako bo šlo to tudi kot dol. Ne? Ja, ne, to seveda ne gre. To držiš gor, pa bremzaš dol, ne? Sile, A veš, gre dol. ja, bremzaš, ne? Nekaj Ti si tako uprt zaviješ, na balanco. pa hkrati hočeš... Hkrati hočeš pa še gor Ja. vleči. To pomeni, da bi mogel biti tak zanimiv človek. Močen, pa predvsem čuden z balanco okvir vrteti. Pa težo bi mogel imeti na pedalih, ne? Ja, zelo. Čist pa, ja, čuden bi bilo. Ne mogoče. No in bolj so te prišli iskat, ali kako. Ja. Ja. In to je tudi ena taka... Pa ne, to sploh pa ni napaka. Ja. Ker Težko rečeš temu napaka. da se ti balanco odpne sem tako Čakaj, a si poskusil spust pelati, ali ne? Sem. Ja. Sem se zelo hitro vstavil, ker je nemogoče bilo. Okay. Ampak, ja, toliko teh napakah. Tako nekako izgleda pol, ne? Ja. Iz nečesa se moraš naučiti, a je to pogovor, a je to, da sam narediš to napako, ne? Zdaj, najbolj se ti usede, po moje, če sam narediš napako, ne? Ja. Pa pol nekaj izveš, zakaj je bila to napaka, pa kako je popraviti, ne? Lahko v komentarje napišete, kaj se je pa vam zgodil tanga. Tudi lahko, ja. Česarkoli, ker se midva nisva omenila, ker me zanima, kakšne napake pa tako drgi delajo. Vsak svoje, verjetno. Ja, mogoče za omeniti še kakšen dež, recimo vremenska napoved. Malo, ja, saj ne bo. Pa poglej, jaz recimo zelo rad delam to, da grem v, ne vem, kolesart nekam. Zdaj bom dal čist en tak konkreten primer, da grem kolesart na Mangart s kolesom, ne. Pač moram prijeti najprej tja z avtom na Kranjsko Goro, recimo.
In gledam vremensko napoved za tukaj, ne. Predvsem glede temperature, mislim. Jaz napišem Ljubljana, ne, ampak se pač vem, da bi mogel za Mangart gledati temperatura. Ne. Mangart je pač edina cesta, ki je na 2000 metrov v Sloveniji, asfaltna. In ti moraš pač vedeti, da to je tudi 1800, 1700 višincev, višji kot tukaj, ampak ti gledaš rajš vremensko napoved za tukaj, zato da ti je tako, pa se bo tlebo 20 stopinj. Vse to je pa dobro. To zelo rad jaz delam. Ne vem, pa to še kdo drug dela, ne, ker to je meni ful fajn. To je meni tako super. Ker vidiš 20 stopinj tukaj, si, pa se na Mangartu ne more biti neki ful fajn. Ne, to jaz zelo rad delam, recimo, take zadeve. Sploh za Krvavec, recimo, ki je tako bližji hrib, ne, pa greš lahko po šoli. Pa pogledaš zjutraj ali pa v šoli, vse 20 stopinj je tukaj v redu. Pa zaenkrat tudi ni še toliko oblakov nad njim. Ja. Vse bo. Ampak na Krvavcu, veš, tako je neki oblak in zelo. Če je tukaj sonce, je šansa, da na Krvavcu dežuje. Ja, jaz sem šel... Ravno tako, ker če je tukaj oblak. Ja, jaz sem šel v petek sem šel na Krvavc v kratkih rokavih. Tukaj je bilo sonce, 20 stopinj skoraj, meni se je bilo 17 in je bilo za kratke rokave, ker je sonce 17 stopinj reno. In grem proti Krvavcu, v redu. Pač jaz sem gledal vremensko za tukaj, nikoli nisem pogledal, logično, pa vse logično, kaj boš, se ne greš na Krvavc, se začneš tukaj, pa tudi končaš tukaj, kaj pa, tisto ni pomembno. Tisto je vmes pa malo. No, seveda, pač začetek konca. No, in jaz grem. To je vse šala, ne? To moraš gledati tudi. Sam jaz ne. In sem pač šel v petek kaj gor, ne? In pa mi še Simon napiše, da sem naredil matematiko. Sem bil ves vesel, grem kaj gor na Krvavec, tak lep tempo. In kar naenkrat je tam pri Ambrožu začel tako zelo. In sem pač še malo bolj nateral proti vrhu, da je šlo malo hitrej. Čakaj, sam si šel na Krvavec? Ja, na Krvavec sem še sam. In sem šel kaj gor. In pa je tudi se malo strmi, vedno jaz ne vem, zakaj je to tako gor. In ker naenkrat so bližje oblaki in pa sem na vrhu ugotovil jaz, ker sem bil precej štopoš, sem šel kar tempo. Na vrhu ugotovim v bistvu... Da imaš gor kratke rokave, ne? Tako kot jaz znam. Da imam, pač kratke rokave. Čist sem bil tako moker in še ena stvar je, bilo je tako snežinke so pač naletale dol. In pol tudi naslednji dan je bil, ker vam pač bel. V bistvu je res snežil gor, sem pač pol pogledal temperaturo, je bilo 5 stopinj, tam kjer sem jaz, pa po mojem bilo še malo manj. Pa to za petek, če slučajno mislite, da še Jaka to res peljati, Jaka še to peljati popoldne, ne, tudi popoldne ni šel tega peljati, ampak je bil lepo v posli doma boven, ne, za frekancija, ne. To, če gleda kakšen profesor. Jaka je ležal v posli. Jaz sem ležal v posli, pa sem se neki fulano začel počutiti. Pa si pa rekel, da vse super. Sej v torek profesori, sam še matura. Tako da, pa lahko to gledajo, ni treba cenzurirati. V torke, to vi gledate zdaj v torek, tako da profesori adijo. In sem jaz pač to naredil in pol spust je pa hit, največjo hitrost sem imel 75, pa povprečno 50. In to je toliko me razlobilo, da se pač nisem imel rokavic, ne. Pač tako peleš, ne. Napaka, siguren. Ampak nisem bil kaznovan. Vidiš, mogo bi na en podcast gledati, pa ne bi ti napake naredil. Sem res, kako pa ima ta podcast videl. Veš mi da govoriva o raznih športih, ponovadi o kolesarjenju, zdaj, kad to temo najbolj poznaš, pa ti jaz sem malo kakšne vprašanja postavim, pa poviva kakšno tako zgodbico. To je na YouTube, pa mogoče tudi na Spotify, veš, če se mi da.
pa vedno rečem, da lahko si pogleda tudi tvojo stravo, če hoče videti te tvoje ture, kakšne te najdaljše. Kaj tak, teh ta stran si vse napraviti, ker se ti, da se ti seje objaviti, ampak hočeš kazati, ker ti se ti zdi brezvezene. Brez veze gleda take ture. No, potem imamo pa kakšne take nasvete za ljudi, ki radi kolesarijo, pa ki grejo veliko kolesariti, ki grejo maj kolesariti, ki grejo kadarkoli na kolo, ne? Da si ne naredijo kakšne take napake. Ne? In to mislim, da ti je bilo fajn, če bi to pogledal kdaj. Ne? Ja, ali pa sam sebe poslušal zdaj. Ne? Ja. No, in skratka sem šel. No, ampak tle moraš pač povedati, ne, da res v Ljubljani je pisalo, da bo lepo vreme. Da, kako naj veš, da bo na Krvavcu slabo? Pogledajte. In sem pa še ene par klancov odpeljal, čisto lepo. Nič mi je bilo na končni fazi. Sam je treba pač to res pogledati. To z vremenom sem imel tudi jaz, da mogoče kakšen druga ideja, kaj se je bom zgodil. Z vremenom sem imel jaz že kar težav. Nekih je pa bilo, ja. Nekih je pa bilo. Tako da. Ja, Krvavec je vedno ta. Mrz pa... Jaz imam zdaj vprašanje, ne, če ima kdo kakšen predlog, kako naj mi da to stvar diva za bolj zanimivo za vas. Ne. Zdaj, ja, tisti, ki zdaj gledate... Siguren, nimamo problemov z vami, ne, z ostalimi imamo probleme, s tistimi, ker niso, da sem pogledal. Ja, ne, sej... Povejte, kaj si želite več. Ja, sej to je samo za tiste, ki resno mislijo in tako naprej. Ne. Ja, pa bova poskusila to narediti. No. Ja. Tudi tisti kum bo prišel sam, mogoče malo kasneje. Še 100 lajkov na naslednjem videu, pa bo, ne. Na naslednjem seveda, ki ni podcast. Tudi na tem podcastu, če ima 100 lajkov, greva pa, bo pa še en podcast naredila, ko bo tako. Ne. Pa ta pol grem jaz, ker od Ambroža do vrha z enim pedalom. Ok, rekel si. Pač, ne, zajebavam se, res. Če ima ta podcast 100 lajkov, zdaj pa šerite, pa povejte komorkoli. Ja. Ali pa delite akaunte na Facebook, na Google, pa lajkite. Ne, ker pač z eno nogo, od tem, ker sem končal na naslednjem izzivu, do vrha Krvavca. Vi ne veste, kako boste meni veselja naredili, če imel ta video 100 lajkov. Veste, koliko jaz uživam v tem, da se zajaka tam penem, pa tam trpi spredi. Ja, sem verjamem. Ampak, no, najprej si pogledajte najprejšnji video, da boste videli, da se da narediti zadeve precej težke že. Tako da že z 2 pedaloma poganjaš, to je že kar težko. Zdaj z enim pedalom pa moramo še te malo teže. Tako da, ja, nič, to je to. To je to. Kaj ne, že povedal gotovo. Ja. Po mojem naslednjem videu, ko bo prišel ven, bi lahko doživel kakšen izziv. Ja, tako da lahko gledate samo ob torkih. Če kjerite tudi kakšen drugi dan. Če se boste pa naročili, pa zvončka kliknili. Pa boste pač dobili takrat, ko bo. Sicer pa ob torkih, če pogledate zvečer v tork, bo zelo verjetno nova epizoda. Ne uspe nama vedno, ampak večino torkov pa ja. Tako da se vidimo naslednji tork.